Iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. V Slovenijo sta prispela britanska kraljica Elizabeta II. In vojvoda Edinburški. Namen tega enotedensko dvodržavnega obiska je enkrat za vselej razčistiti, katera država je Slovenija in katera Slovaška. Kraljica je v prihodu prejela šopek rož, ki sta ji ga izročila 7-letna deček in deklica iz osnovne šole Cerkno. Prvi dan obiska v Sloveniji je bil pester. Kraljico in vojvodo Edinburškega sta z vojaškimi častmi sprejela slovenski predsednik Danilo Türk, za vse tiste, ki ste pozabili, kako izgleda, prilagamo njegovo fotografijo, soprogo Barbaro Miklič Türk. Na sprejemu je pozdravila ministre vlade v odhajanju. Zvečer pa je predsednik republike pripravil večerjo na Ljubljanskem gradu. Na spletni strani SDS so o povabljenih na večerjo s kraljico zapisali, da sta na spisku manjkala samo Ribičič, ki je bil verjetno upravičeno zadržan, in France Popit. V SDS-ju so prepričani, da so s kraljico obedovali partiji najbolj zvesti vojščaki Udbe. Začudilo pa jih je tudi, da sta bila med povabljenimi nekdanji poslanec SD Milan Martin Cvikl in njegovo dekle Jirca Legan. Cvikla vabilo ni presenetilo. Predvsem gre za to, da se naj bi Slovenija tam danes dostojanstveno predstavila in v čast kraljice tudi seveda predstavila to, kar najboljšega v Sloveniji. Vse drugo je vprašanje za predsednika države. Poglej, kraljica gre. Pa midva nisva najboljša, kar je v Sloveniji. Ja, nisva, kaj češ. Ljubljanski župan Zoran Janković se je kljub temu, da je bil povabljen, večerje ni udeležil. Opravičil se je, češ, da nima časa. S kraljico se bo srečal danes, ko ji bo izročil tudi darilo. Ker on je nekaj najboljšega, kar se je zgodilo tisto. On je darilo samo. Nič nam rekel, tih pa tudi ne bom. Dobila bo pa tudi vino z grajske trte, no. Tako da kot posebnost, sicer ni, ne vem, ne zagotavljam kvalitete, ampak posebnost pa je. Zakaj se Janković zares ni udeležil večerje, je ostalo skrivnost. Pravi razlog pa nam je razkril naš Denis. Pa ni ostala skrivnost. Ne. Ostala je skrivnost. Ne, kvečemu, razlog je ostal skrivnost. Ostala. Se že naprej. Ni, ostala je skrivnost. Govori se, da ne greste na večerjo, zaradi tega, ker je zmanjkalo frakov v Ljubljani. Iz zanesljivih virov. Komentar dneva, vprašaj. Kdo je? Kaj to pomeni? Dej hitro enega komentatorja, no. Nejc! Ega, daj se malo daj pet. Petno. Ti si bil včeraj pri kraljici, ne? Ti kaj imaš kaj za povedati? Vse se povej. Nejc Jemec o kraljici. Sem. Kaj? Nejc Jemec o kraljici, ja. Se si kraljica? Dejno. Ja, jaz sem bil včeraj na Brniku, na letališču Jožeta Pučnika. Dej kamero gledam. In sem pač spremljal pristanek kraljice Elizabete II. Na brniškem letališču in moram povedati, da sem bil navdušen nad tem, namreč to je bil moj prvi stik s pomembno osebnostjo, ki se je zglasila na slovenski grudi. Namreč zamudil sem Esmeraldo, zamudil sem papeža, zamudil sem Georgea Busha, zamudil sem Vladimirja Putina, zamudil sem tega igralca, kaj že je Ben Affleck, ali kaj že je, ne? On je Točno, bil ne, njega sem na tudi obisku, zamudila. tako da vse sem zamudil. Zdaj sem pa videl kraljico Elizabeto II. Na približno 100-200 metrov, potem je oddrvela s konvojem več 10 vozil in vse skupaj se mi je zdelo naravnost fantastično, tako da sem pravzaprav kaj hvaležen. Ne vem komu sicer že, Danilu Türku ali pa zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu, kdor ima pač več zaslug za ta njen obisk. Skratka, hvala obema za to izjemno priložnost videti kraljico v živo od približno blizu. Še zadnje vprašanje. Prosim. Si sedaj boljši človek? Ja, po mojem, da ja. Pač moja osebnost je na nekem višjem nivoju. Najlepša hvala. Hvala. Prosim. To je bil Nejc Jemec o kraljici. No, skratka, veš kaj, vesti imam, ne morem zdaj, no. Ajde. V senci kraljičinega obiska so potekala pogajanja o sestavljanju vlade. Vlade. Vlade, pardon. Predsednik Desusa Karl Erjavec je obiskal sedež SD,
kjer se tokrat niso pogovarjali o kadrovskih zadevah. Erjavec pa je bil tudi po sestanku zelo spravljiv. Spravljiv. Jaz sem že od vsega začetka povedal, da kar se tiče programske usklajenosti, da tukaj ne bi smelo biti nekih večjih težav in to se tudi sedaj dogaja, ko smo v fazi pogajanja. Ampak Karl ima novo frizuro. Ja, prečko se dal iz desne na levo. Povedal pa je tudi, zakaj je sploh prišel na pogajanja. A veš, iz desne na levo. Levo. Prišel sem pogledati, kako pogajanja potekajo, takšno je vzdušje, povedal sem, da je konstruktivno, da je dobro. Smo pa, kar se mene tiče, tudi razpravljali o samem obrambnem področju in mislim, da tudi v tem poglavju so zadeve usklajene. Stari helikopter. Čakaj, ampak Rdeči so. niso rekli, da se niso o kadrovski pogovarjali. Jo, Desus bi mogel temu človeku prepovedati, da stopi pred kamero. Indija je danes zgodaj zjutraj na Luno poslala svojo prvo vesoljsko ladjo Chandrayaan-1, ki naj bi 2 leti kartografirala celotno njeno površje. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 seconds. Ignition sequence Plus 10 normal seconds. and liftoff normal. R2 tracking. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. Študentke in študent Naravoslovno-tehnične fakultete so v etnografskem muzeju pokazali, kaj so sešili v zadnjem času. Rdeča nit revije je ostala skrita, kljub temu pa smo videli kar nekaj zanimivih stvaritev. Tema sama revija v bistvu gre bolj na tematiki, kako bi pričaral teater, splošne teatrske linije, na nek bolj pomehčan, bolj vsakodneven način na cestni ulični noti. Okay. V bistvu z tega vidika je mogoče bolj izraziti teatrski, vampirski del, kakor ga vsi zdaj imenujejo. Kakor ulična varianta. Okay. Pa kaj je to kak tvoj sorodnik? Zase se brigi. Pred petkovim nastopom v Domu španskih borcev smo na vaji zmotili plesne veterane skupine COF, kar je kratica za Klub optimističnih folkloristov. Član, plesalec Jovan Mijalković nam je skupino na kratko takole predstavil. Tukaj smo zelo različnih profilov, od zdravnikov, od profesorjev, od delavcev, tudi upokojenci so med nami že, se pravi zelo pisana skupina starosti, ko nekje poprečju okrog 58 let. Še vreme, danes z gostjo klimatologinjo Lučko Kajfeš Bogataj. Iz ljubljanskega studia 136. To so bile vesti na vesti. Z Bogom. Z Bogom tudi vam.